klopi še pritrjene, da vzame tisto, ki bo reševal oziroma pomagal človeku, oziroma če bomo sami sebe, da vzamemo neko vrečko oziroma palčko, da te lovke oziroma ostanke te meduze odstranimo. Potem speremo z morsko vodo. Zdaj nekje se svetuje še kis, sam jaz ne vem, če kdo s kisom kampira, mislim, da je čisto zraven morja, ko te meduza ne oplazi. Tako da ja, se spere z morsko vodo, potem pa se svetuje gretje tega predela. Zdaj gremo pod vroč tuš. Zdaj, če je otrok, moramo paziti, pač, da odrasel prej preveri samo temperaturo vode. To govorimo o temperaturi vode tam 40 do 45 minut. Zdaj, če imamo kakšno kad, lahko tudi natočimo vodo, pa potopimo del telesa vanjo, če so to okončine. Načeloma naj bi greli tam približno 20 minut. Vsekakor se svetuje analgetična terapija proti bolečinam, pa opazovanje. Zdaj, v primeru kakšne alergijske reakcije se svetuje tudi antihistaminik. Je pa seveda tako, meduze v Jadranskem morju niso smrtno nevarne. Obstajajo pa tudi po svetu pač različne vrste meduz, tako da si moramo preveriti, kje se nahajamo, katere meduze se v tistem morju nahajajo, ker lahko pride tudi do sistemskih reakcij. Načeloma v naši bližini tega ni. Kar se tiče morskih ježkov, zdaj vse vidne bodice iz kože odstranimo s kakšno pinceto, če jo imamo. Torej vse, kar ven štrli, probamo ven potegniti v smeri, kakor je bila zabodena. Zdaj, kar ostane notri, v to ne drezamo, ampak pustimo in bo samo v nekaj dneh verjetno prišlo na plan. Če se to ne zgodi po kakem tednu, gremo do zdravnika in nam lahko on potem to razreši. Vsekakor se svetuje analgetična terapija, pa kot vsako rano, da jo umijemo, speremo z vodo, umijemo z milom, tudi ni nujno, da jo pokrijemo. Potem ste rekli še klopa. Ja, tega imamo kar precej, ne. Najpomembneje je, da ga čim prej odstranimo. Obstajajo prijemalke za odstranitev klopa, nič ne polivamo po samem klopu, ne vrtimo, enostavno primemo klopa čim bliže koži in v eni smeri potegnemo. Tudi če ostane kakšna nogica ali karkoli v koži, tega nič ne vezamo notri, to načeloma se samo spontano odstrani. Je pa pomembno, če smo imeli klopa, samo opazovanje še mesec in pol, predela kože, kjer je bil klop, ker lahko pride do nastanka tega borelijskega izpuščaja, to je tak kolobarjast, rdečkast izpuščaj. Načeloma nekateri pridejo tudi že naslednji dan s takim izpuščajem. Naslednji dan je samo lokalna reakcija na ta klop, tako da vsaj par dni opazujemo, načeloma se to pojavi kasneje. Bi pa svetovala v primeru glavobola povišane telesne temperature in splošno slabega počutja mesec in pol po uvodu klopa, da se pa grejo pokazati k zdravniku. Namreč v Sloveniji so klopi precej okuženi, imamo tudi lahko pride do meningoencefalitisa. Če boste še kaj dodali? Jaz toliko dodala, pri opazovanju po klopih moramo biti pozorni tudi na druge dele telesa. Pri borelijski okužbi lahko pride do stanja, ki mu rečemo zgodnji razsoj, zgodnja diseminacija, se pravi, da se lahko pojavijo ti borelijski obroči tudi na drugih delih telesa, se pravi ne samo tam, kjer je uvod klopa bil.
Borilijska okužba se lahko pokaže tudi kot vnetje sklepa, se pravi, da bomo videli bolečino, oteklino katerega od sklepov, lahko se pokaže kot ohromelost obraznega živca, pareza facialisa, to bomo videli kot asimetrijo obrazne mimike, pa še na nekatere druge načine, tako da obodi klopov niso kar tako, tudi te časovnice, mi običajno rečemo za borilijske eriteme, tam 7 do 10 dni klopi oziroma borelije se teh časovnic ne držijo ravno dobro. Tako da, če imamo neke nejasne znake, je vsekakor na mestu pregled pri zdravniku, tako da se razjasni, za kakšno težavo gre, pa da se pravočasno začne z zdravljenjem. Zdaj, sploh, ko gre za male otroke, otroci so pri tleh, otroci klopov poberejo kar veliko. K sreči so starši v Sloveniji kar dobro osveščeni, tako da je precepljenost vsaj v našem delu proti klopnemu meningitisu kar dobra. Ampak tudi precepljenost nas seveda ne reši tega, da moramo otroke redno pregledovati. Svetujemo, da ko pridemo iz sprehoda, sploh če je to v gozdu, po travniku, kjer je podrast, da otroka slečemo, oblačila operemo, torej jih ne hranimo za naslednji dan, ker klopi zelo radi na oblačilih počakajo, pa potem naslednji dan lepo v miru izberejo mesto, ki jim je všeč in se prisesajo. Tako da redno sveže oblačila, redno preoblačiti, redno se stuširati, ko pridemo iz narave.